Lep pozdrav, moje ime je Adi Omerovič in dobrodošli v finančnem podcastu. Se obeta rast na delniških trgih v Ameriki? Kaj se dogaja s kitajskim delniškim trgom? Kaj se bo zgodilo z zlatom zdaj po smrti iranskega predsednika? Vse to in še več o zanimivih naložbah, o analizi svet portfelja. Danes z gostoma v studiu, upravljalcem premoženja Simonom Skubinom iz Optim Traderja. Lep pozdrav, Simon. Živijo, Adi. In z finančnim analitikom Nikolom Malkovičem, prav tako z Optim Traderja. Nikola, lep pozdrav. Zdravo, Adi. Ta mesec je nekako naokoli, vidva sta moja redna gosta, vsak mesec prideta pogledati in potem začnemo se pogovarjati o našem svet portfelju. Primerjamo ga z IUDO, zato je v ozadju že pravzaprav graf, kjer se redno, to je naš benchmark, ker se radi s tem primerjamo. Rahlo smo ga prehiteli, potem smo spet padli, zdaj ga pa spet dohajamo. Vidimo po zadnjih podatkih, da smo 0,2% pod IUDO. Tam smo nekje. S tem, da mi smo 30% še vedno v denarju. Tako, ampak dajmo reči, da smo danes naredili 17% donos. Pustimo IUDO. Donos je res presenetljiv. Ja, super, gremo nekako skupaj, tako kot si povedal, s 30% denarja, kar je po mojem še vedno zelo fajn in nimamo kaj veliko, zaenkrat izkoriščamo tale bull market, smo investirani, ker če ne bi bili verjetno takšen donos in iščemo nove priložnosti. Smo v denarju, tako da če bo kakšna priložnost, bomo imeli zanaliziramo, jo bomo izkoristili to. In zaenkrat pa moram res, jaz sem zelo ponosen, zelo vesel, da je takšen donos je. Smo nekako dobro sprašeni in končno so začele tudi tiste pozicije, ki so bile nekaj časa slabše, končno so začele tudi migati. Glavna razlika med nami pa IUDO, recimo, je tudi v temu, da IUDO pa ima AI delnice, se pravi delnice vezane na ta hype umetne inteligence, ki najbolj rastejo. Mi tega pravzaprav v portfelju sploh nimamo, ne zaradi tega, ker ne bi verjeli v ta hype, da mi bi zelo všeč, ampak nikoli nismo najdali neke vstopne točke, da bi sledili, NVIDIA, AMD-ju. Ja, ni bilo te korekcije, mi smo vedno nekako rekli, da vse je visoko, pregreto, dajmo čakati na korekcijo, do korekcije ni prišlo in enostavno nismo želeli tvegati. Mislim, nič narobe, saj Warren Buffett je tudi v denarju velik. Mislim, da če gledamo absolutno je največ v zgodovini, več kot 200 milijard v denarju. Največ. Procentualno je nekje Apple je zapiral. Tako, nekje 22%, če se ne motim, je v denarju, tako da če je Warren Buffett lahko v denarju 22, imate mi 30. Je on v denarju zaradi tega, ker pričakuje nek padec. Tudi o tem se govori, recimo Jamie Dimon, prvi mož največje banke na svetu, JP Morgan, je nekako oznanil, da gre v penzijo. In potem so si rekli, zdaj gre pa v penzijo, ko ve, da se ladja potaplja. Ne, mislim, prvo za Warrena Buffetta, jaz mislim, da ni to, da on misli, da bo padl, enostavno ne najde naložbe, ki so primerne za njegovo strategijo. Isto kot mi. In mislim, podobno kot mi. In za Jamie Dimona pa on je 68 let star. Tako da pač enkrat bo moral... Zrel je za penzijo. Ja, mislim, ne bom rekel zrel je za penzijo, ampak verjetno ne bo delal do 90 leta. Pa se ne bo čeprav to pri finančnikih ni nič čudnega. Ja, ampak pač kakor je on to povedal, on je vedno govoril, še 5 let, še 5, zdaj prvič napovedal, da mogoče ne 5 let. Tako da po moje nečke takega. Delnica odreagirala res veliko tisti dan, pada za 4%, ampak vse skupaj se umirili. Napovedi so bikovske, bullish torej. Tudi Morgan Stanley, recimo eni od zadnjih medvedov, Mike Wilson. Recimo, on je izpostavil, da nagor je ocenil pravzaprav S&P 500, se pravi osrednji ameriški delniški indeks. Ja, delniški indeksi so dosegli vsi, zdaj večina teh, ki spremljajo zgodovinske vrhove, S&P 500, Nasdaq, Evropa, IVDA, tudi naš portfelj in dosegel zgodovinski vrh. Tako da smo v bikovskem trendu, kot kaže, naj bi se ta trend še nadaljeval, okolje je skoraj idealno, torej kljub tem, da imamo kakšne slabe znake, da malo ekonomija peša, malo brezposelnost, to na koncu spet pozitivno, ker bo se obresti zniževale, potencialno. Zaenkrat smo, kako rečejo Američani, Goldilocks marketu. Tako da dokaj bo trajalo,
zaenkrat ne vidim, kje bi bili tisti dejavniki. Imamo še ogromno keša, denarja na strani, ki je v skladu denarnega trga, v inštrumentih denarnega trga, in če bi ta denar začel mal dobivati občutek, da kaj zamuja, ne, tu govorimo spet o novih potencialnih nakupnih teh nakupnih pritiskih in sam še dodatno lahko gre gor. Potencial za rast je torej definitivno pred nami. Ja. Ne? Kljub vsem tem strahovom oziroma nekim pozivom, zdaj če Jamie gre, pa Warren Buffett prodaja, vsi grejo v cash, prihaja crash. Ta crash se napoveduje leta in leta. Ne? In se bo prišlo enkrat do crasha, samo odvisno z katerih nivojev. Spet. Ja. Z katerih nivojev bomo lahko šli. Pa da ga še 5 let ne bo. Lahko da ga ne bo, ja, točno to. Danes je sreda, ne? Naš naslednji graf je Nvidia. Nvidia bo danes objavila poslovne rezultate. Ne vemo, kaj se bo zgodilo, je pa to zagotovo eden od najpomembnejših dogodkov tega tedna, če ne meseca. Ja, zakaj? Ker je predstavlja zelo velik delež tudi v indeksu tem. Ne? In če bi bili v bistvu rezultati slabi, če bi delnice padla dol, bi lahko to za sabo potegnilo tudi druge delnice. Mogoče na hitro se povem, v bistvu težko, da bi po moje Nvidia objavila slabe rezultate. Pričakuje se, da bo objavila dobre rezultate. To je prvo. Bolj ko ne gre za to, kakšna bo reakcija. A bojo dovolj dobri, glede na to, kakšno imamo rast. Vidimo, da je delnica res zabeležila izjemno rast v zadnjih 2 letih. Ne. Predvsem to bolj pomembno, ker tudi Taiwan Semiconductor, ki je povezan v tej izdelavi čipov in tako naprej, je objavil tudi boljše prihodke v zadnjem mesecu in mislim, da Nvidia bi tukaj morala objaviti rezultate ok. Če bojo objavili slabe, mislim, da bo imeli kar oren korekcijo na Nasdaqu, ne, pa potencialno tudi na S&P in ostalih, ampak bolj gre za to, da bojo rezultati dobri, pa predvsem kakšna bo reakcija trga. Ali to že všteto v ceno ali ne. Na konferenci razvijalcev ravno prejšnji teden od Googla. Ali od Dela? Mislim, da je bilo od Googla, Okay. da so rekli, da bojo oni prvi, da bo Google prvi Blackwella uporabil. Ok, tako je, ja, točno. To sem hotel izpostaviti. Ja, mislim, Blackwell je pa njihov paradni konj, se pravi produkt, s katerim potem želijo doseči. Mislim, da vse te 4 velike Meta, Google, Amazon pa še Microsoft, kako bojo investirali 177 milijard denarja v razvoj AI-ja. To pomeni, da še vedno je to zgodba, ki je lahko šele v začetku. Vprašanje pa, koliko je v cenih. Vse so različni kazalniki, ki kažejo, da je Nvidia dejansko poceni. Po določenih kazalnikih, ne vem, nek forward PE, ne vem, Simon, ti to ne uporabljaš, ampak ne, gledamo v prihodnje, kakšen bi bil ta razmerje med ceno in dobičkom na delnico, ampak ja, mislim, danes bomo vedeli, danes večer po 10 uri zvečer po našem času vse jasno je ok ali ni ok. Ne. Kako se še naprej igrati z umetno inteligenco, z delnicami umetne inteligence? Kje vstopati notri? So kakšni drugi bolj zanimivi projekti, ki bi se lahko, delniške družbe, recimo AMD, Palantir, videli smo, da so zdaj rahlo že padli, je to zdaj potencial, vsakič ta buy the dip mentaliteta, ko nekaj pade, kupi hitro umetno inteligenco, ker bo šla zagotovo še gor. Kakšno imate vidva mnenje do tega? Pa ne vem, Druckenmiller je prodajal, ne, recimo. To je recimo zanimivo, prvim vidi. Ampak je tudi rekel, večkrat bom kupil, šel ven, pa prišel nazaj noter. Sigurno. Kdaj jeti nazaj noter potem? Mislim, moje pojme se mora malo ohladiti euforija, kar pomeni, da mora biti tudi malo večja korekcija. Taki grafi po sami po sebi morajo, korekcija je bila, ampak vprašanje, če je to dovolj za neke mogoče malo bolj srednjeročne vlagatelje, da greš noter, predvsem zaradi tega, ker verjetno težko ocenjuješ risk reward, se pravi razmerje med tveganjem in donosom. Tako da po mojem bo marsikdo še čakal in kje pa zdaj točno iti noter, to je pa zdaj stvar vsakega posameznika in koliko dolgo hočeš to držati. Zdaj, to je neka zgodba, ki bo verjetno dolgoročno pila vodo.
Ampak vsi smo dolgoročni investitorji, dokler ne pade Za 30%. ja, za 30%. Ja. Pa se zgodi, videli smo pri kakavu, ki je podoben graf kot Nvidia. Ampak kakav je pa končno doživel tisto 30% korekcijo. Ja, čokolada ne bo tako draga več. Ne bo, ne. Je pa zanimivo, ne vem, če ste videli. Jaz sem vam govoril o delnicah, recimo čokoladne industrije. Po padcu kakava, so šle delnice čokolade zelo zgor. Čokolade gor, ja. Jaz mislim, da ti moraš začeti z eno tvojo idejo, bo moral dati v portfelj. Bomo počasi, počasi se daleč pride. Dajmo se nazaj vrniti na umetno inteligenco. Meni je Amada všeč, Palantir mi je všeč. Pa vseeno so tveganja zelo prisotna tudi pri teh ostalih. Zakaj? Mislim, pri Palantirju meni tudi všeč kot zgodba dolgoročna, ampak ni takšne rasti prihodkov, ampak je pa potencial z vidika razvoja biznisa, ampak spet težko je iti v Palantir pred objavo Nvidije. Če Nvidia tle razočara, bo tudi ostale delnice, ki so povezane z AI-om, bojo potencialno naredile veliko korekcijo. Seveda, lahko, če bo Nvidia dala dobre, bo vse šlo gor, ampak je preveliko tveganja, ki ga ti ne moreš menedžirati. Ti ne moreš dejansko, ko to se vse zgodi v aftermarketu, ko je ne v uradnem trgovanju in težje je kontrolirati bolj riziko. In zato, če je Palantir recimo korigiral potencialno zdaj približno okrog 21, za 90, 15, 20%, potem bi lahko bil po moje zanimiv tudi za naš portfelj. Zgodba pije vodo za daljši rok. Mi smo v štartu rekli, da bomo konzervativni. Zaradi tega seveda tudi bi bilo noro, če bi vstopali na tako all-time high pozicijah v naložbo. Pa vseeno zdaj teh zadnjih 8 mesecev zamujamo. Vseeno, če bi vstopili. Samo če gledamo IVDO, nič ne zamujamo. Če se primerjamo z našim indeksom, nismo nič zamudili. Nismo dejansko tam kaj IVDA za 30% denarja. Tako da po moje nismo nič, če se primerjamo z Nasdaqom, ampak Nasdaq ni naš benchmark. Samo glede umetne inteligence, teh naložb. Pač imamo Bitcoin, Kako je rekel Simon, je fenomenalno zadnje že povedal, Bitcoin je približno 3x leverage, 3-kratnik Nasdaqa, nekako gibanje. Ne vedno, ampak tako da s tem, če bo Nasdaq šel gor, Nvidia in Microsoft bi moral tudi Bitcoin iti gor. Tako da zaenkrat, dokler imamo 10% Bitcoina, ne bi smeli zamuditi te dodatnosti. Bitcoin je zaenkrat tudi razlog, zakaj smo tam na EUD, kjer smo. Tako. Bomo kdaj kupovali kaj od umetne inteligence, od teh novodobnih projektov, ki so nek hype. Palantir v bistvu s tem platformo ki jo razvija, ki bo uporabna, pa bo s tem, pa bo Google z Gemini projektom. Pa vidimo, da se razvijajo neke stvari, ni več samo Nvidia s tem Blackwellom, ampak so pravzaprav ostali igralci zdaj postajajo AMD kot velik konkurent, recimo Nvidije. Mislim, če bo umetna inteligenca ostala tle, kar najverjetneje bo še veliko let, mislim, da bo priložnosti ogromno še. In bodo ostali igralci prišli, tako da te so pač prvi zdaj, tako da jaz mislim, da se ni treba nič bati. Bomo dobili dobro točko, Palantir potencialno ga imamo na radarju, Adobe, mogoče, eno od teh, samo se malo izboljša, ker so res zdaj slabi, ampak mogoče smo spet tam, da je Adobe toliko slabega je bilo notri, teh novic, da mogoče zdaj že zanimiv vstopni nivo. Ko da Adobe Palantir spremljamo in bo ga potencialno dal v naslednjih tednih, mesecih tudi v portfelje. Naslednja graf, oziroma bolj slika, je v bistvu poročilo Davida Tepperja, enega od bolj znanih, svetovno znanih vlagateljev. Pravzaprav nam izpostavlja, kaj je vroče, kaj bi bilo lahko v tem svetu vlagateljev vroča žemljica. Jaz bom sam na začetku povedal, pa vas imam. Tako da nekako, kar smo zdaj vedeli, so v bistvu hedge skladi, torej skladi tveganega kapitala, kakorkoli že, so objavljajo svoje portfelje z 45-dnevno zamudo. To je prvo. Torej imamo ta portfelj, ki ga kaže na 31. marec 2024. Tako da 15. maja so lepo objavili te svoje portfelje, te ameriški hedge fund investitorji, dajmo tako reči. David Tepper je en izmed njih. In kar smo videli, pa to je samo David Tepper, smo videli en trend. Vsi so izjemno povečevali izpostavljenost do Kitajske. Končno. Simon, končno Alibaba naša tudi v zelenem, po tolkem času, in končno smo tudi videli, da dejansko so te traderji, investitorji izkoristili te nizke nivoje, relativno nizke nivoje na Kitajskem in
videli tukaj nek value, torej neko dodano vrednost, neko podcenjenost teh podjetij. In tu je zelo lep primer, kako je David Tepper recimo povečeval pozicijo. Alibaba je trenutno največja pozicija v njegovem portfelju, predstavlja 12% portfelja, povečal je za skoraj 160% glede na zadnji kvartal oziroma zadnje poročanje, pa vidimo, da je dodal PDD, Pinduoduo, Baidu je povečal, govorimo 180%. To so vse kitajske delnice. To so vse kitajske delnice, pač mi smo se odločili za Alibabo tudi in tu je bil predvsem trend, ne samo David Tepper, tudi Michael Burry, če ste gledali film Big Short, je tudi povečal izjemne pozicije na Kitajsko, tudi ostalih hedge fund traderji in tako da nekako, dajmo reči, končno se je zbudila, končno je Kitajska ponovno prišla na radar novičarskih strani, na radar investitorjev in jaz mislim, da je to lahko šele začetek, da mislim, da še tukaj veliko potencijala, ker če na relativni bazi je Kitajska zelo, zelo podcenjena v primerjavi z ameriškimi trgi in evropskimi trgi. Ker v začetku leta je Kitajska delala pravzaprav dosti slabo. Zdaj, če pogledamo, recimo, mislim, da so zdaj tako indeksi. V zadnjem obdobju se je ta rast zgodila in zdaj vidimo že, da je Kitajska pravzaprav prehitela in Judo, in se pravi emerging markete, se pravi trge v razvoju in Nasdaq. V bistvu, kar kažemo na tem grafu, je donos teh ETF-ov, ki sledijo tem indeksom od začetka leta. In od začetka leta, ker je bila Kitajska toliko zbita, je dejansko XCS6 je ETF od X-Trackersov, od Deutsche Banka, je dejansko dosegel 16% donos letos. Tako da tle vidimo, da dejansko denar počasi prihaja v Kitajsko, ki je res potencialno podcenjena zelo. In če gledamo od začetka leta, je bila boljša in od SXR8, kar je S&P 500, SXRV, kar je Nasdaq. Tako da to so v bistvu ETF-i, pri katerih lahko se mi investiramo v te indekse. Moramo pa tudi to povedati. Mogoče tisti vlagatelji, ki smo prej pokazali, da imajo kitajske delnice, so šli morda zdaj že ven iz tega. To je mogoče star podatek, ne vemo. Je pa to, da ti investitorji večinoma niso to kratkoročni. Zato je tudi bila ta reakcija trga, ko so videli vse te podatke, ker te investitorji večinoma ne trgujejo z horizontom 10-15 dni. To trgujejo s horizontom več mesecev, leto pa pol. Zato jaz mislim, da je tukaj še potencial. Je pa res, da se pa lahko zgodi, da so precej prodajali, pa so v noč, mogoče res treda samo na ta tehnični skok, čeprav ne verjamem. Po mojem niso tredali tako majhnega skoka. Tako, točno to. Glede na rizik, ki ne bi prišel skupaj s tem, verjetno niso trgovali 20-30% skoka na takih pozicijah, ki so izpostavili, ampak verjetno malo več. Drugo je pa, kaj se trenutno dogaja. Zdaj, mislim, da sem decembra, ko smo imeli tukaj, smo se pogovarjali in sem takrat rekel, dajte pogledati, kaj se je zgodilo 2016. 2016 so bile isto volitve v Tajvanu na začetku leta in potem se je začelo vse skupaj obračati. Vse je izgledalo katastrofalno, tako kot je izgledalo katastrofalno letos januarja in pol kar nekje iz nikjer se začne skok. Tako da, po mojem je to nekaj, kar se zna še nadaljevati. In predvsem to, vsi taki skoki ponovadi plezajo, pravi se wall of worry, se pravi zid skrbi ponovadi prepleza bull market. Pravi, vedno, ko so neke skrbi, trka kar počasi gre gor. In to se mi zdi, da pri Kitajski kar se bi znalo zgoditi. Sicer je zdaj vedno ta rizik volitev, ki prihajajo v novembru, ampak vsaj še kakšen mesec, dva, mislim, da bi tukaj mogla biti prilika. In dajmo to poskušati izkoristiti za Alibabo. Ne bomo jo zdaj držali do ne vem kam. Če pride tam čez 100 proti 120, mislim, da je to super za nas, da to poskušamo počasi razprodati in potem iščemo neke nove priložnosti. Je pa zanimivo pri Alibabi, da so začeli... Jo bom dal kar naprej. Alibabo imamo naslednji graf. Podjetje je začelo tekmovati in to je zanimivo. Kljub temu, da so bili rezultati, ki so zdaj poročali iz vidika dobička, ne ravno najboljši, ampak oni so začeli tekmovati na vseh frontah. Iz tega nekega spečega velikana, ki je v bistvu tam čakal na smrt, se zdaj tekmujejo tako proti Pinduoduotu, danes ima rezultate, bo zanimivo videti, kaj se bo zgodilo s Pinduoduotom, tako proti JD-u, zdaj so začeli tekmovati z Baidujem, tako da to nekaj se dogaja in ponovadi trguješ neko borza vedno gledal naprej, ne toliko v trenutno in to mislim, da so tudi pri Alibabi na splošno Kitajski se začelo zdaj kazati.
Za tistega, ki je morda zamudil ta kitajski val, se vam zdi, da je še vedno to potencial, da zdaj vstopi notri ali naj zdaj še malo počaka, da vidi, kaj je. Ker geopolitično ni najbolj rožnato. Ne. Blinken je bil na obisku, ne, in zdaj je recimo Putin, ne, pa vidimo primerjavo, da je ta odnos čist drugo. Ne. Enega je pričakala rdeča preproga, drugega ne. Ne. Drugi se je pil čaj, objemal z Šijem, ne, kitajskim predsednikom. Eden je, drugi ni. Ne. Ja, dobro, to so dosti tudi neke formalnosti. Ne. Zdaj, treba vedeti, prihajamo v volilno obdobje tudi v Ameriki, oni so zdaj spustili določene carine na izvoze električnih avtomobilov in podobne zadeve. Ampak dosti slabega je že nekako uštetega noter v Kitajsko. In meni je bilo zanimivo, pri Russell Napier je v bistvu en znan ekonomist, ki ga jaz sam spremljam, tudi povezan, bil tudi asset manager, in on je pravil, ja, vrednotenja kitajskih delnic na dolgi rok so nič, ampak trenutno so zelo poceni. Zelo dobra analiza. To je bila ta analiza, ki je bila meni, kaj pa zdaj narediti. Tako da jaz ne vem, meni se zdi boljše, da za ta portfelj, ki ga imamo neko diverzifikacijo na različne dele, ki znajo začeti delati dobro, po svoje Kitajska tudi nekako kontra dolar. Zdaj dolar je delal zelo, zelo dobro in je bil tudi močno prenakupljen, in če se zdaj tukaj dolar skorigira, bojo zadehali in trgi v razvoju in surovine, kar se že trenutno začelo dogajati. In Kitajska. In Kitajska skupaj s temi trgi v razvoju. Tako da to se že kaže, bomo videli, če se bo zdaj to nadaljevalo. Jaz mislim, da še kakšen mesec, dva bi mogli imeti goriva, potem bo pa marsikdo že začel vključevati te volitve noter v svoje razmišljanje in mislim, da bi to mogli začeti delati potem tudi mi. Ampak ne vem, če smo že tam. 10% imamo Alibabe v portfelju. Ne. To je tisto tveganje, ki smo rekli, da ga bomo sprejeli. Ne. Se pravi, tudi če bi prišlo napada na Tajvan, da to pade na nič skoraj, da ne, izgubimo pravzaprav 10%, ne bomo pa povečevali. Točno to. Te pozicije. Pa iskali bomo priložnost, kako sem rekel, pristop bo verjetno še bolj zanimiva, kot je zdaj. Ne? Se pravi, pristop bi že polovico prodali. Bomo spremljali med 100 pa 120 nekako, smo si zadali ta nivo, ko tudi vidimo, da so bili vrhovi zadnji na teh nivojih, tako da tle bomo začeli razmišljati o zaprtju, zaenkrat pa držimo in čakamo na razvoj dogodkov, ker zaenkrat je sentiment, je dokaj pozitiven za Kitajsko. Kitajska tudi eden od največjih, centralna banka, največjih kupcev zlata. Največji. Definitivno največji. Zanimivo, zakaj toliko zlato? Ne? Pa mi vidva povejta, koliko to pije vodo. Ne? Izhajamo iz teh BRICS držav. Ne? BRICS države kot neka protivtež obstoječi Ameriki in tako. Ne? In zdaj oni bojo trgovali v svojih lokalnih valutah. Ne? Se pravi, ampak noben noče držati indijske valute ali pa kitajske valute, ampak bi oni to valuto, s katero bojo trgovali, takoj zamenjali nazaj v zlato. Ste slišali? To je ta ideja. Ta ideja trgovanja BRICS držav, ko bi se losali dolarja, oni bi trgovali v svojih valutah, ampak hvala, da takoj zamenjali za zlato. Se pravi, moje vprašanje je, se vračamo na nek 2.0 gold standard, ki smo ga imeli v 170 letih. To se govori že res dosti časa. Moje mnenje je, da ne. Jaz mislim, da je zlato bolj v bistvu neko varovalo pred devalvacijo posameznih fiat valut, ne. Se pravi in dolarja, in evra, in juana, in jena in podobno. In pa po drugi strani tudi varovalo geopolitičnim napetostim, ker mislim tudi centralne banke, kdaj so začele s temi nakupi, takrat, ko so Rusi zaplenili premoženje. Takrat so tudi zdaj centralne banke, predvsem držav v razvoju, ugotovile, da mogoče pa ni tako varno držati vse zadeve, ki so povezane recimo z ameriškimi obveznicami, in se je začela postopna diverzifikacija. Druga zadeva je pa tudi, da pač slika, dajmo reči, zadolževanja Združenih držav Amerike ne izgleda ravno najboljša. Da dosti je teh predikcij za naprej, da bo dolar dejansko mogel devalvirati, tudi če gledamo, kaj govori Trump zdaj v tem trenutku, če pride na oblast, je prav ta želja
želja po devalvaciji. Kaj to v praksi pomeni? To pomeni, da se zniža vrednost ameriške valute, ameriškega dolarja in posledično tudi vseh teh investicij, ki jih imaš v ameriške obveznice. Ne. In zdaj, Ampak pol rastejo delniški trgi, ne? To smo prej rekli. Zapravo, če bo dolar padel... To bo sigurno vzpostavilo rast, ampak jaz mislim, da ena taka zadeva se je zgodila leta 1985 in tisto, kar bo najbolj raslo, po mojem mnenju, če pride dejansko do te devalvacije, vsaj kratkoročno, so trgi v razvoju in surovine. In to je v bistvu ta kontrastava na dolar. Je pa to, zakaj hoče Trump devalvirati, zaradi tega, ker s tem, ko imaš nižjo vrednost valute oziroma nižjo vrednost valute, je v bistvu tvoj izvoz bolj konkurenčen. Zdaj ne bom šel s dinamiko tega, zakaj se to zgodi, da jim ostati samo pri temu, ampak stvar je v tem, da če hočeš ti karkoli proizvajati v Združenih državah Amerike, je zdaj trenutno drago. In predvsem ta izvoz je drag in je zato nezanimiv. In če hočeš to spodbuditi, to je delala Kitajska dolga leta. Japonska, ne? Ja, tako pa Japonska. In zdaj se pa to mogoče malo spreminja. No. Ampak, če se vrnem na zlato, jaz mislim, da ni zdaj to toliko, da bi mi zamenjali in da bi vzpostavili nek zlati standard, ampak gre bolj za neko postopno diverzifikacijo, strah pred inflacijo, strah pred geopolitičnimi težnjami. Mislim, da je to dosti večji generator donosa. Zdaj, ravno po smrti iranskega predsednika izpostavili, to je pa zdaj dogodek Franz Ferdinand, prva svetovna vojna, gremo v tretjo. Vsi so pričakovali, zlato bo zdaj spet špricnulo gor, pa zlato je že na all time high, se pravi na zgodovinsko najvišjih vrednostih. Ni se zgodil ta grozovit strah, ni še poletelo zlato gor. Mislim, bolj bi moglo bi šlo lahko dol, če se stvari zdaj po tej smrti, se upravičujem, ki sem prekinil, če se zdaj stvari umirijo, da bojo imeli volitve, videli smo mlade, ker z alkoholom prihajajo ven, zdaj je ta revolucija, se dogaja, neka pomlad mogoče v Iranu. Bi lahko to vse omililo napetosti in da bi zlato pa padlo pod 2000 morda spet, če se geopolitične stvari malo pomirijo. Jaz ne vem, če je Iran zdaj taka zgodba noter v teh geopolitičnih težnjah. Verjetno bi bolj kot zlato za spremljati, kaj bi se recimo dogajalo na nafti. Verjetno je Iran dosti bolj pomemben za trg nafte, nafta sploh ni odreagirala na trenutno situacijo, tako da jaz mislim, da tukaj ne bi dajal vsaj zaenkrat večjega razmišljanja temu. Se pa vse to lahko spremeni, ampak vse smo videli, te geopolitične zadeve ponovno zelo hitro eskalirajo in potem hitro se potem pomiri. Jaz mislim, da je bolj za zlato za spremljati, ali bojo te centralne banke nadaljevale s to postopno diverzifikacijo. Jaz mislim, da ker so to že napovedale. In pa tudi, kaj se bo dogajalo na zahodnih trgih, kajti mali vlagatelji in finančne institucije na zahodnem delu sveta, razviti del sveta pod narekovajih, so kljub vsem tem skokom še zmeraj nekako ostajali izven plemenitih kovin. Če bi se to recimo začelo spreminjati, potem mislim, da imamo tukaj še kar nekaj prostora za rast. Mojo niti ne toliko na samem zlatu, kot mogoče na kakšnih proizvajalcih, ki tukaj še konkretno zaostajajo. Zaostajajo z razlogom, zaradi tega, ko so njihovi operativni rezultati pač bili zelo slabi, ampak pri takih cenah nekje bo tudi operativna marža začela skakati. Tako da jaz mislim, da je bolj tam za iskati zdaj trenutno priložnost. Bomo si pogledali naš NEM, ki je del našega portfelja Newmont Corporation, ampak še prej gremo na srebro. O srebru ne izpostavljamo ga prav pogosto, ampak srebro je imelo tudi... Ne govorimo o srebru več, veš? Ne govorim, ne. Nismo se zmenili zaradi Pan American Silverja. To je tema, ki ne govorimo. To je tema, ki se z družinskim kosilom ne omenja. Ne, se ne omenja. Da smo ga prodali. Pojejte to govejo juho in... Ampak pazi, a ni bil dober vseeno pa dober trade, da smo vseeno pa vzeli NEM? Kaj če bi mi šli ven iz Pan American Silverja, rekli, da se ne gre več in bomo naredili pa 60-70% rasti. Ne, to zgodbo o zlatu je bila jasna. To je bila ves čas, je bilo tist bullish naravnanost. In čakamo, da se spelje ta narativa. In to se je lepo poklopilo. In so se zdaj razvijali s kitajskim vsemi, tako da vsi ti speči tigri od, če rečemo Cimona, so začeli zdaj se zbujati. Tako da jaz mislim, da tle je zelo lep potencial, še vedno.
Tudi če Silver je zdaj prebil ta 30 mejo, dosegajo nove 11, 12, 13-letne vrhove, kakorkoli že ne. In, ampak predvsem tisti, če gremo na naslednji graf našega Newmont Mininga. Ne. Mislim, da je naslednji graf še Bakar. Aha, ok, pardon, ja. To gre zdaj skupaj, v bistvu, ja, tako. Zlato, srebro, bakar, so vsi trije Bakar. Novi zgodovinski vrhovi. Novi zgodovinski vrhovi, na najvišjih nikoli v zgodovini prej še. Kot Dow Jones. Celotna struktura je teh industrijskih surovin je poskočila. Ne? In tukaj predvsem srebro, bakar, dosti se napoveduje na bakar je v bistvu ena taka zanimiva zgodba, ker je za moje pojme podobno kot pri umetni inteligenci narativa prehitela realno stanje. Pomeni, zdaj te finančni skladi na zahodnem svetu so se po dolgih letih tega, ko so se to zanimarjalo, so zdaj ugotovili, da mogoče pa tukaj je dejansko priložnost in so zdaj začeli na veliko nakupovati. Poleg tega imamo še eno situacijo, ko Kitajci v bistvu kopičijo zaloge in to je sedaj postavilo ta velik skok. Ampak, tako rekel, jaz sem sicer dolgoročno tudi v nekih projektih, ki so vezani na bakar, ampak se mi zdi, da ta skok je mogoče malo prehiter. No. Dajmo reči, da ne bo toliko ga pognalo realno stanje, koliko bo pognala špekulacija in mogoče malo te sanje o temu, ko bomo naredili zelen prehod in podobne zadeve. Bakar je pomembna industrijska kovina. Ne. Je pa letos naredil več kot Google. Ne. Bakar je šel letos za 30% gor, Google za 27%. Že to nekaj pove. Ne? Pa Google smo prej govorili, ta Blackwell, paradni konj, Gemini, umetna inteligenca. Jaz sem Google prej naredil veliko več. Ja, točno to. Treba je vedeti, da je pač situacija na novi proizvodni bakra res ne zgleda jih ravno obetajoče. Ne? Tako da tukaj zna biti dolgoročen trend. Ampak vsi ti trendi mogoče na začetku malo prehitijo in se mi zdi, da pri bakru zgleda tako. Je pa ena zanimiva stvar, ko že govorimo o narativi, realnem stanju, ne, ko so pravili, mislim, da je iz 70-ih let, ko je bilo tudi stanje inflacije, pa surovine so delile zelo dobro, ne, in ena legendarna knjiga je govorila prav temu, noben ni vedel, zakaj je bakar, mislim, da leta 73 skočil. Ne. Vsi so se spraševali, zakaj to skače, povsod je dovolj bakra, pol so šele z večtedenskim zamikom so ugotovili, da je na londonsko borzo so prišli Kitajci, pokupili vse bakar in zato je skočil. In to so šele potem informacije. Tako ni rečeno pri takih zadevih, ki pridejo v bull market, samo stopi stran od kakšnega morebitnega šortanja, da bi zdaj to surovino šel šortati, pa da bi šel kontra zaradi tega, ker nikoli ne veš, kje pa je mogoče v ozadju dejansko nek posel, ki se je že sklenil, samo ti še ne veš za njega. Ne. Tako da, dajmo se presenetiti, ampak je pa dejstvo, da je cel ta industrijski, surovinski kompleks potegnil navzgor. Zdaj bomo pa videli, če se vrnem mogoče samo še na srebro. Srebro, kadar gre ponovadi iz zgodovine. Ne. Tako zdaj prebilo, ta nivo je 30, verjetno neka ohladitev bo, ampak spet, jaz osebno res ne bi rad bil na short strani. Prav, ne še jeti tupiti uno srebrnino, nože doma, pa to še bo raslo. Mislim, 50, vsi čaka 50, ker je najvišji vrh, okrog 50, jaz mislim, da je to dosegljivo. In pa, če gremo pa čez 50, je pa... Pa vsi tupiti srebrnino. Ne, bomo lahko tudi 100, hitro se pa vse razvije. Ne? To tako deluje potem še. To so pa že GME pa AMC-ji. Ne da bo do tega prišlo, ampak za te zadeve, ko grejo, velikokrat pač grejo. In zato, ki stopiti na neko short tuno, se mi zdi podobno, ko smo takrat špekulirali, se mi zdi z Nvidia, ko je šla čez 500, ja, pa sej to bo šlo, ja, ni, kar naenkrat imaš na 1000. Ja. In pa se je že pri 500 izgledalo, to je zelo drago. Čist predrago, ja. Zdaj pa, če 1000 prebije, pa fenomenalno zgleda. Pa bo, da si 5 delnic naredili, pa bo še dobila 50% sam zaradi tega. Že govori. Preko slej bo cepil delnico in pa bo spet to pozitivno sprejeto. Tako da ja, zgleda okej. Zgleda, da je šlo malo predaleč zaenkrat, ampak težko, da bi šel kontra, po mojem raje ne. Ampak ravno za tega, če gledamo pol našega rudarja, ne. Naslednji, ne? Zato tisto, ko smo se tudi že prejšnji mesec pogovarjali, ne. Zdaj, zlato je začelo delati isto, 2400, 2500, ne. In zdaj mi tukaj pričakujemo, da začel pa tudi
počasi, da se bo poznale te cene visoke zlata tudi pri njihovih rezultatih. Ne. Tudi sami rezultati so bili v redu, dobili smo tisti skok, ko smo rekli, da bo ta sezona objava ključna in rezultati so bili res dobri, mislim, so bili ok, reakcija je bila dobra in to je zdaj lahko hitro, tudi na 50, 55 in tle se bolj pa poznata naš 10% izpostavljenost, ne, 20% gor, tako še 2 dodatna procenta. Ne. Tako da jaz mislim, da Nem ima tle še kar lep potencial. Pa da nisem dal tisti graf, ker kaže, kje Nem še bil za nazaj, ne, ampak jaz mislim, da tle, če bo zlato še naprej nadaljevalo više, pa saj se zadržalo tle, naslednje poročanje bo po moje znalo biti zelo dobro. Zato pa moraš biti pri takih stvareh noter takrat, ko zgleda slabo. Vse mi smo lahko naredili tisto menjavo, ampak smo naredili menjavo za največjega rudarja plemenitih kovin na svetu na zelo nizkih nivojih. Tako da kljub temu, da tisto delo zdaj boljše, še vedno smo notri bili. Še zmeri smo noter in tudi tukaj se bo enkrat začelo verjetno poznati. Je pa zdaj težko vstopati, ne? Če ne bi imel zdaj ničelno pozicijo, bi zelo težko vstopil. In to je to, isto je bilo Kitajske, tako smo se pogovarjali, ker dosti nas ljudje sprašujejo, pa kaj čakate v teh pozicijah in čakate, da ne bi bilo boljše ta denar nekam investirati drugam. Ja, ampak če imaš ti nek pogled, pa neko narativo, pa verjameš v to narativo, pa še vedno veš, da je neka upanje, da se to spelje, skoraj moraš biti noter s tem konceptom, ki ga imamo mi, ker enostavno, ko zalaufa in ne moreš priti noter, mi ne moramo priti noter že 8 mesecev. Ker če hočeš vedno čakati neko korekcijo, neke boljše vstopne točke. In isto bi bilo mi bi zamudili in Kitajsko zdaj boj, in Nem, in ne bi šli noter, čakali bi korekcijo, ki je mogoče ne bo, in bi šli mimo in pač ne bi bili noter. Tako da cena tega je, da pač moraš malo trpeti, včasih malo dlje, včasih malo krajši čas, včasih malo več, včasih malo manj, ne? Ampak za to strategijo se mi zdi ta koncept, da zgradiš neko pozicijo, pač enostavno najbolj optimalen. Če bi mogla zdaj še enkrat vstopati, kaj bi raje vstopila? Recimo v Nem, ne? Konkretno eno firmo, ali recimo v ETF GDX, ne? To je ETF rudarjev zlata, se pravi košarica različnih. Dobro vprašanje, zaradi tega, ker pač pri takem obratu na celotnem trgu je znotraj tega GDX-a tudi ogromno slabih podjetij. In zdaj stvar je, to je zelo negativno, mogoče na poti navzdol, ampak navzgor ta slaba podjetja začnejo delati relativno boljše. Ne. Ampak jaz še zmeraj mislim, da z Nemom skoraj da tam, kjer smo ga mi kupovali, zelo težko zgrešiš, zaradi tega, ker je zelo diversificiran. To je neke vrste ETF, ne, če tako pogledaš. Ja, drugače, jaz sem zagovornik ETF-ov, tudi recimo, če bi Kitajsko, bi pač tradal prek XCS6 ali pa K2EB na londonski borzi, ne, in pač s tem zmanjšaš tveganje, res da manj potencialno zaslužiš, ne. Si pa neko diverzificiran in se ne bojiš, da je kakšna slaba novica, prav specifična novica, za neko podjetje. Ja, recimo Nem zdaj pride z neko, karikiram, zelo negativno novico, pade z 20%, a cel segment rudarjev za ta dela pa dober. Samo če si aktiven, lahko to dosti bolj menedžeraš, zaradi tega, ker tudi lahko pridejo pa z dobro, pa bo v bistvu potegnil dosti bolj kot kaj drugega. Če si aktiven, pa definitivno. Če si aktiven, greš verjetno ponavadi iskati malo bolj volatilne zadeve, zaradi tega, ker si skozi zraven. Zdaj, če pa bi ti rad kupil pa držal, potem greš pa ne spremljal novice, pa da ti čisto vseeno greš v ETF-e. Pa ne, da ne spremljaš, ampak da si bolj gledaš makro sliko tega sektorja, ne pa posameznega podjetja. To pa ja. Potem pa lahko postaviš tudi večjo pozicijo. Še to mi povejta. Več kot 40% smo naredili z Newmont Corporation, Nemom. Kdaj bi šli sploh ven, da nismo zdaj že preveč greedy, se pravi, da še skozi čakamo. Zdaj smo res lep donos naredili. A ni zanimivo, sorry, kad te prekinem, Simon, ampak jaz še sploh nimam občutka, da smo mi, jaz mislim, da še ful potencijala. Čeprav smo mi naredili 45, jaz še vedno mislim, da mene pri investiranju najbolj pa začne žreti, ko narediš dober donos, da ne bom zdaj pokvaril. In zaradi tega pa vedno razmišljam, da bi šel ven. Se to je moja napaka pri investiranju. Zaradi tega to vaju sprašujem. To je bilo toliko zbito, da zaenkrat je tole šele začetek lahko rasti. Vem. Ta koncept je meni zanimiv. Jaz sem tudi pri Facebooku sem šel ven pri 150. Nisem pričakoval, da bo šel na 500. Tukaj po mojem mnenju je tako, da iščeš dejansko, že na grafu se lahko recimo vidi, kdaj je bilo nekje euforija in kdaj ni euforije. In zdaj, če tukaj iščemo, glede na to, da se je obrnil celoten sektor recimo na zlatu in da tej minerji ponovadi sledijo, že neka situacija, kaj je bilo izpred
par let, recimo 2020, 2021, pove, kdaj je bila euforija. Jaz recimo sam pri takih pozicijah jih ne postavljam zaradi tega, da bom šel samo na kratek obrat, ampak iščeš vsaj tisto prejšnjo euforijo. Je mogoče malo razliko z Alibabo, ker imaš tukaj še geopolitično tveganje, ampak tukaj se zna zelo hitro užgati in ko se bo užgalo, je škoda zapuščati noter. Te pozicije, če jih postaviš z nekim risk rewardom, ga moraš pol počakati. Ker če ga ne dolgoročno, se ti ne bo sestavilo. V bistvu, če greš ti risk reward 1:3 in zapiraš na 1+ namesto na 3, boš dolgoročno na 0. Ja. Tako da tukaj, mi tukaj nismo šli v njem zato, da ga bomo zapirali na 45, ampak mogoče, če gre čez 60. Ne. In če se to ne zgodi, ga potem v bistvu držiš v portfelju, ampak jaz vedno gledam na to, da, to je recimo moja strategija, da iščeš ta 1:3, 1:4, samo če si ga iskal na začetku 1:4, potem ga drži do 4, ker če ga boš vedno zapiral prej, ne moreš biti dolgoročno profitabilen. Če se vmes ne spremeni narativa. Če se, tako. To je zelo pomembno. Ja. Če se pa spremeni, odrežeš, ne čakaš na 4, ker 4 ne bo prišlo, ne? Razmerje, ne? Ja, Nem je že super zelo zgodba. pomembno. Nem je super zgodba. Jaz se ne vidim, zakaj bi zapirala. Če se pa karkoli spremeni, če začne za to padati, tehnično prebijati na dol, se zadeve zelo umirijo, kakorkoli že, kjerkoli razloga, odrežemo in gremo naprej. Ja, zapirati samo zaradi skoka samega. Samo zaradi donosa, ki si ga naredil. To smo delali pri Disney, ampak smo tudi vedeli, da kupujemo relativno. Ampak to smo imeli definirano, da gremo ven na 120. Tako. Ja. In tudi zgodba ni bila wow, ne? Ja, tako, tukaj se je pa dejansko zgodba spremenila in držimo. Ja. Držimo, dokler se ne spremeni v bistvu ta ali pa če gre na 60. Tako. Ko pa enkrat do 60, pa smo pa res naredili. Polovička ven, ja. Pa polovičko ven, ne, saj tako. Kot pri Bitcoinu, ne, pri Bitcoinu smo tudi, ko smo prišli do enega lepega donosa, rekli. Ker smo imeli te nivoje že vnaprej določene. Ker je visoko že zlato, ne, moramo vedeti, ne, na 2,5 smo skoraj. Ja, ampak če se tle zadrži, bo te začel še delati. To se še ne pozna, ker rezultati še ni, ta prvi kvartal še ni zajel te cene v celoti. Tako, če se to tukaj zadrži, potem bi tukaj morali začeli delati te zadeve dobro. Upajmo, da bo dobro začel delati tudi premog. Ne. Prej mislim uvodoma, da nismo izpostavili, da zdaj smo čisto z vsem naložbam v svet portfelju v zelenem, tudi z BTU-jem Peabody Energy, ki je bil edini v ponedeljek še, ko sem imel oddajo, je bil še rdeč, ne, oziroma z prejšnjega tedna. Na petkovo oddanje. Ja. Evo ga. Ja. Zdaj pa prosim te, Simon, povej, kaj ti je to zanimivo? Zakaj imamo mi sploh ta BTU? Zdaj, ko smo prišli na 0, a ga bomo prodali, pa se ga znebili dokončno, pa rekli. Eno vprašanje, ki smo videli, zakaj ti je BTU toliko zanimivo? Zaradi tega, ker... Pismo bralcev, ne? Ja, pismo bralcev. Zakaj imaš to... Fetiš na premog. Ja, ampak ne, gre za to, itak začeli smo z majhno pozicijo in kar je moje mnenje za to podjetje je, da niso tako slabi, kot se predstavlja. In se pravi, cena delnice je v bistvu trpela prvič zaradi tega, ker se en velik investitor mogel razprodati, zaradi tega, ker se je odločil, da bo šel ven in to je konstantno vplivalo na to, da je prihajalo do prodaj. Drugo je pa to, da je v bistvu tudi, imeli smo tople zime in to je tudi vplivalo na cene plina in na cene premoga. Zdaj, ena zadeva, kar je dobro pri Peabodyju, ki še ni vkalkulirana v ceno, je, da v bistvu samo 2 projekta na metalurškem premogu, se pravi, to je ta premog, ki je povezan z industrijsko proizvodnjo, samo 2 projekta bosta v naslednjih letih prišla ven, enega izmed teh 2 projektov ima Peabody Energy, to ni kalkulirano v ceno, prihaja 2026, je na sporedu, da bi začel obratovati in to bo konkretno povečalo njihov dobiček, dajmo temu reči, spravi operativno maržo, tudi izpostava na metalurški premog bo potem več kot 50% v celem vidiku podjetja. Zdaj mislim, da to je neka taka stvar, ki je lahko dolgoročno zanimiva in zakaj smo recimo zdaj dokupovali, kljub temu, da sezonsko gibanje še ni bilo ravno ta pravo, da je v bistvu še vse v juni mogoče, ki je sezonsko za premog malo neugoden. Kupovali smo pa v bistvu zaradi tega, ker kadar pridejo neke delnice na zanimive nivoje, jih je dobro kupiti, ker kadar bojo začele kazati napredek,
te delnice ne bojo več na tistih nivojih, kot so bile takrat, ko izgledajo slabo. In to mislim, da je bilo zanimivo. Mislim, da je Howard Marks razlagal, kako kupi delnico. Ne. Pravi, da kadar mu je nekaj všeč, on kupi in če pade, kupi še malo več. Pač ne čaka na to, da bo vrednotenje idealno oziroma da bo tehnična slika idealna, zaradi tega, ker te prilike dostikrat ne dobiš. No. Tako da jaz mislim, da če hočemo biti že vsaj delno izpostavljeni na trg energije, je to taka zanimiva opcija, ki je poceni. Poleg tega imaš pa še v bistvu kot neko nakupno opcijo in na metalurški premog in pa na to, če pride konec koncu karkoli narobe na trgu proizvodnje plina. Ne. Zdaj tukaj treba vedeti, da plin in premog sta substituta, ko gre recimo plin v Združenih državah Amerike tam čez 3 proti 3,5 oziroma čez 3,5, pride premog nazaj v igro. Ne. In tukaj pa potem ta podjetja znajo kar naenkrat začeti poročati dosti boljše rezultate, kot jih poročajo v tem trenutku. No. Tako da jaz mislim, da to je spet ena vrsta diverzifikacije. Zanimivo, jaz mislim, da je to poceni varianta za biti izpostavljen recimo na trg energije in pa konec koncev tudi na industrijsko. Če smo pregovorili o bakru, o industrijski surovini, prav tako, če prav razumem, je tudi premog industrijski. Metalurški premog. Metalurški premog, ki je tudi pač sestavni del te delnice, tudi igra to vlogo. Ne? Bi lahko še kakšne druge surovine, ne vem, recimo o kaj že ta ruda, ne? Železova ruda, ne? Angliško. Recimo podjetja Vale, Rio Tinto, ki so povezana s železovo rudo, recimo. Jaz osebno nisem bil tako in v bistvu je bila kar dobro odločitev, da nisem bil toliko izpostavljen železovo rudo, zaradi tega, ker je železova ruda zelo povezana z trgom nepremičnin. Na Kitajskem smo imeli te težave, tako da ima malo težavo še zmeri s to železovo rudo. Se tudi metalurški premog do določene mere zelo povezan s konstrukcijo, ampak ima tudi neke določene druge uporabne vrednosti v industriji. Tako da jaz prav na železovo rudo ne bi bil, oziroma nisem izpostavljen, tudi mi ni toliko zanimiva, ker se mi zdi, da so druge priložnosti tukaj, ki so mogoče bolj zanimive in malo bolj osovražene, tudi če to rečemo, ker zdaj, če gledamo, že samo zdaj se dogaja ena zanimiva zgodba, ko hoče BHP, se pravi to največji proizvajalec surovin, največji miner na svetu, hoče prevzeti Anglo American, to je isto en diverzificiran proizvajalec. In kaj hoče oni imeti? Oni hočejo imeti samo tisti del, ki je vezan na baker. Kljub temu, da je baker po svoje v bistvu kar konkretno prevrednoten, predvsem podjetja na baker so zdaj že skoraj na nivoju umetne inteligence. Medtem ko se ne določene druge stvari znotraj tega portfelja, ki pa hočejo prodati, ki so pa v bistvu kar zanimivo vrednotene oziroma podvrednotene, ker jih nihče od investitorjev ne želi imeti. In to je recimo metalurški premog, notor so platina, paladi, to je tudi ena zanimiva stvar, ki jo bomo spremljali. Ne. Dam kar naprej ta graf, ker vem, da smo ga naštimali. Ne. Oznaka je RPHA. To je ena zadeva, ki bi znala biti zanimiva. Ampak samo da povem zgodbo, zakaj. Zaradi tega, ker Anglo American je 2 leti nazaj že naredil eno prodajo, če lahko temu tako rečemo, termalnega premoga v izjemno neugodnem trenutku, kajti razprodali so eno podjetje isto v Južni Afriki, ki je od takrat naredilo 10-kratnik, se pravi, to je 10x. Od takrat, ko so ga oni prodali, do takrat, ko je trgovalo v najvišji vrednosti, naredilo 10x. Kar pomeni, da prodali so ga pa zaradi pritiska delničarjev. Ne? In zdaj isto situacija se zdaj mogoče z nas zgodi, če bi BHP tukaj dejansko kupil to podjetje in bi zahteval, da se to proda. In zdaj kar naenkrat bojo zahtevali, da se proda platina in paladi, ker so to kao 2 umirajoči surovini, ker so vezane na te katalizatorje pri izpuhih, ne, na avtov na notranje izgorevanje. Ampak jaz mislim, da avti na notranje izgorevanje še niso tako pa vse zgodbe. Ne. In mislim, da zna tukaj biti dejansko obrat in tukaj so recimo platina in paladi, ki se pri tem uporabljajo, totalno razprodani, nihče jih noče in če pride recimo od tega nakupa in če oni dejansko vržejo ta Anglo-American Platinum, ne, Amplac, ven iz portfelja, bo to verjetno ustvarilo eno zanimivo priložnost in lahko povem, da zelo dosti ljudi, ki so vezani surovine, čaka, kaj se bo zgodilo. Je imeti dobro RPH na radarju. Zelo dosti ljudi čaka. V bistvu scenarij je RPH
se razproda, cena delnice pade iz 38, karikiram na 30 in mi vstopimo noter. Niščemo priložnost za nakup. To bomo To bi bila spremljali. priložnost. Tako da bomo imeli na radarju in spremljali. Je pa vprašanje, ali se bo to dejansko zgodilo. To so zdaj te neke prevzemne vojne, kako so se to scenariji. zgodi. To so neki scenariji, ampak hočem reči, kakšna zanimiva zgodba se dogaja dejansko na surovinah, ko si že rekel železo, ruda. Vstajajo surovine, ki jih recimo so jih vsi hoteli imeti, liti, recimo v prejšnjih letih, zdaj je totalno razprodan, zdaj hočejo vsi imeti baker. Na drugi strani imaš potem razne platina, paladi, metalurški premog, normalen premog, ki pa noben noče, ampak podjetja ponujajo za moje pojme dosti večjo priložnost v tem trenutku, kot mogoče tisto, o čemer se govori na televiziji. Ne? Se pravi Baker, pa to, ne. Baker, ko Druckenmiller javno govori, ko največji investitorji javno na CNBC-u govorijo, kakšna prilika je to, Že veš, da je malo... Ja, pri surovinah zna biti to pozno. težava. No. Ja. Saj rečemo, da ni value. Tako je, Ni tako, podcenjeno, tako. dajmo tako reči. Ni- Lahko še gre full gor, ampak ni pa podcenjeno več. Tako, Kar mi je. iščemo dejansko v In tem problem pri surovinah je zato, ker se same sebe se v bistvu uničijo. Ne? Se pravi, zdravilo za visoke cene so vedno visoke cene. Če imaš ti enkrat previsoko ceno, zdaj ni nujno to pri bakru, ampak nasplošno pri surovinah, da ponovadi vedno visoke cene pozdravijo te visoke cene. In Ker se pač ne. ja, boljše, da Več se iščeš. ustvarja pol, pa ne, manj Tako. se dela druge surovine, ja, pa ne, to je Ja, tudi lahko je užitek kakšen je tako. substitut noter, Tako. ki ga lahko začneš delati. No, ampak hočem reči, da pri takih trgih, kot so recimo surovine, je boljše iskati osovražene stvari, kot pa tiste, ki so že na Ki prvi je že strani. nahajpano, ne, Tako. in tako, Tako. jasno. Dajmo se o Bitcoinu še malo, o digitalnem zlatu pogovarjati. To je naš naslednji graf. Bitcoin, ja, doživeli smo to razpolovitev, tako imenovani halving, potem Hong Kong je sprejel prav tako ETF. Zgodbic pozitivnih ma ni, da ni. Ne? Videli smo celo Wells Fargo in banki, da če dalje več jih ponujajo. Celo videl sem tweet, ta penzijski sklad, ne? Da so celo oni šli noter v pozicijo v Bitcoina, ne? Ameriški. Skratka, ogromno dobrih novic, cena se niti ni neki premikala. Ne? Tam smo bili nekje okoli 62-63 tisoč dolarji, ne, za Bitcoin. No, zdaj končno pa se je začel premik nagor, ne, proti 70 tisoč. In smo na tem, da to prebijemo, ne, končno. Okay. Moj pogled glede tega. Ne. Mislim, zelo zanimivo, ko se pogovarjam z ljudmi, ki so investirani v Bitcoin, pa točno to govorijo, kar si ti zdaj povedal. Ne. Pa jaz vedno rečem, šli smo iz 40 na 70, to je prva stvar. Ne, ja, so bile pozitivne novice, ampak enostavno je bil tak premik močen, da se to mora skonsolidirati. Enostavno tako je. Ne more iti sam gor, kljub tem, da imamo samo dobre novice. Pač ni več svežega denarja. Saj ne to, ko ga je bilo, ko smo šli gor. Ja, stvari ni, ne. In pač enostavno videli smo ta hype za ETF-om, veliko denarja je prišlo noter in pa se to vse skupaj malo umirilo. Zdaj pa čakamo, da pride nek nov val, ne? Novi investitorji. Še imamo advisorje v ZDA. Zdaj, ko so prišli, ko smo kazali ali Kitajsko, pa te sklade, ne? Ko so začeli Kitajsko kupovati. Ogromno je začeli tudi kupovati ETF-e na Bitcoin. Začeli so jih imeti čakaj, da začnejo priti te sovereign fundi, ne, notri, pa pension fundi, torej penzijski skladi, pa te državni skladi, ko začnejo to malo diverzificirati svoje premoženje. Tako da tle je še ogromno po moje potencijala. Tehnično pač je prišlo do ene korekcije, zdržali smo teh 60 tisoč, zdaj, če prebijemo 73, se bomo spet pogovarjali o tem Bitcoinu, joj, novi vrhovi, spet svež denar bo prišel, tako da pač čisto normalna korekcija, po mojem mnenju, zdržali je tam, kjer je moral zdržati in če to prebijemo, jaz mislim, da gremo več, zato smo mi nazaj šli notri, jaz osebno sem pričakoval še malo večjo korekcijo, proti 50-55, nismo prišli, se neko ne nočem zamuditi te rasti, jaz še vedno vidim Bitcoin na 100 tisoč v letošnjem letu, govorimo o dolarjih, tako da to je to. Tako da jaz mislim, da smo dobro pozicionirani za 10%, s tem smo tudi nekako izpostavljeni na Nasdaq, ne, na delniške trge nekako, ne, ker večino težko bo Nasdaq šel brez Bitcoina, ne, in če bo Nasdaq padel, verjetno tudi Bitcoin padel, tako da tle smo dobro izpostavljeni in jaz mislim, da nimamo kaj, da čakamo, da vidimo, kaj bo tudi Nvidia poročala danes. Če bo Nvidia padla, bo verjetno tudi Bitcoin padel. Če bo Nvidia šla gor, bo verjetno tudi Bitcoin šel gor. Tako da
Zdaj smo dobro pozicionirani in čakamo, da vidimo, kaj se bo zgodilo. Nikola, veliko se govori tudi o ETF-u vezan na Ethereum. To je vroča zgodba zdaj. Ja. Tudi to naj bi zdaj dodatno vlivalo, se pravi, olje na ogenj Bitcoinu. Da bi tudi zaradi tega naj bi Bitcoin rastel. Tako, če recimo pogledamo naslednji graf Ethera, ne? Že imamo Ethereum, naslednji graf. ja, tako. V bistvu nihče ni pričakoval, da bi lahko prišlo do sprejetja ETF-a na Ether, na Ethereum, ne, v ZDA, ampak nekako je prišlo do 180 obrata v tem tednu in naj bi že mogoče že potencialno v četrtek, torej jutri, ne, naj bi že potencialno že prišlo lahko do sprejetja prvega ETF-a na spot Ethereum v ZDA. In to spet isto pomeni zgodba kot na Bitcoinu. Kaj se je tukaj zgodilo? To je to, to je v bistvu bila novica. Ja, v bistvu sta dva analitika, mislim, da je en iz Bloomberga, pa oba, sta prišla ven, ki sta zelo dobra analitika, zelo dobro sta zadela tudi sprejetje Bitcoin ETF-a, sta prišla z tweetom, da na podlagi njihovih analiz, šušljanja, da dajo 75% verjetnost, da bi tudi v tem tednu lahko prišlo do sprejetja, kar nihče ni pričakoval in takoj seveda, ne, so tisti, ki so to algoritmi, so začeli kupovati, ker to pomeni kasneje tudi ogromno povpraševanja, prilivov, isto kot do Bitcoin ETF-u in to je to. In če to res spreme že ta teden, Ethereum gre potencialno tudi proti 4500-5000. Tako da tle je lahko zelo dober trade, če pa se ne sprejmemo, pa lahko zelo hitra korekcija 10-15%. Imamo kakšen v Evropi ETF, kot BTC je? Imamo. Recimo jaz osebno kupujem tiker je ETH, dvojni-V, EUR. ETH, dvojni-V, EUR. Od Wisdom 3 je zelo fajn, ni zdaj to ogromen sklad, mislim, tam 150 milijonov v upravljanju, ne, ni to zdaj ogromno, ampak je idealen. Tudi likviden je, dober je, tako da jaz sem recimo tudi osebno sam investiral v ta ETF, ko sem želel hitro odreagirati, ne, če govorimo zdaj trgovanju prek klasičnih trgovalnih platform, se lahko se trguje Ether prek spota, ne, direktno prek kriptovalut, teh trgovalnih platform, tako da če pa hočete ETF je pa ta super in jaz mislim, da če se to spreme, danes za še veliko potencijala na Ether. Tako da mogoče ga tudi mi vzajemo v portfelj, če mi boste dovolila. Pa lahko bi 5%. Ja, 5%, jaz mislim. Počakamo pa, ne, prvo to. Če gre čez, se zgodi ali se ne zgodi. Tako, in če se zgodi, če se zgodi, pa smo že praktično zamudili. Ne? Nismo, jaz mislim, da ne. Da je potencial za 30-40% še vedno malo potencijala. Ampak ok, bomo prvo videli, spremljali. Medvedi govorijo pa spet ne, da bojo pa ljudje iz Bitcoina se selili v Ethereum. Niti ne bo takega blaznega skoka. Ne? Mislim, bo Ethereum verjetno delal relativno boljš kot Bitcoin, ampak da bi pa prodali Bitcoin, pa šli v Ethereum, pa ne. Mislim, so v največjih količinah. Ako se zgodi kot pri Bitcoinu, da je bil sell the news ob odobritvi in potem tam je bil dober skok, mislim, bil tam na 40 000. Ja, ampak tudi, ko je pol sprejetje bilo, pa je padlo. Ko je bil ETF sprejet. In niso bilo na Ether in to bi izkoristilo. Je bilo malo vnoučevanja, pa potem... Pa bum gor. Je pa res, da ni bil tak hype, kot pri Bitcoinu. Ker pri Bitcoinu smo ta ETF čekali iz tedna v teden. To je čisto presenečenje. To je pa čisto presenečenje, a ne zdaj bi lahko to 20% čez noč šlo gor, če bo to sprejeto tako na hitro. Kljub temu mislim, da še je dober potencial še za več. Tako da bomo spremljali, pa če se odločimo, bomo sporočili. Dobro, likvidnosti na trgu je očitno veliko. Ja. To je dokaz tudi meme delnice tega tedna in pojavil se je Roaring Kitty. To je bila, se pravi, tista zadnja slika. Prvi del slike, ki je on poslal, je bil samo ta gospod, ko je malo... premaknil se, nekaj se dogaja. Nekaj se dogaja. In potem je obležal na tleh. Ja, to je točno tako, je bila tudi reakcija na trgu. GME, AMC delnice sta eksplodirale, shorteri so pač močno bili stisnjeni in nekako, neka nostalgija je bila. Tako. Pravi, buf gor in potem padati zdaj. Vse skupaj, po mojem mnenju, neka nostalgija na 2020, COVID, takrat, ko je bilo tistega iztisa, ampak vse skupaj nismo več v tem okolju, ko smo bili. Reddit community nima več toliko moči, kot je imela, po mojem mnenju, takrat. Ampak ideja ostaja. Ideja ostaja in ta ideja se je pokazala se je, ampak... Power of the retail, to mi je všeč, ko mali delničarji rečejo, mi imamo moč v svojih rokah, lahko potopimo velike sklade. Moraš imeti pa nek tudi fundament konc konca. Moraš kupati firmo, ki je ok, ne pa
Ne pa samo, da si pač izbral nek simbol, ki ti je... Ampak no, se ravno to, oni ne kupujejo, ker bi verjeli v fundament te firme, kupujejo, da bi bili kontra Wall Streetu, ne? Kupujejo, da bi bili v bistvu, da bi pokazali, kako lahko sami špekulirajo, manipulirajo na trgu. Ampak na koncu pot pride do paca iz stola nazaj. To je po mojem popolnoma obratno. To je ideja, ki jo nekdo lansiral kao proti sistemu, po mojem pa so odzadnji dejansko igravci malo večji, ki so profitirali. Pa so kao rekli, da to mali vlagatelji so na tisti strani minus 54, tisti veliki vlagatelji so pa na plus 180. 8 milijard ne bi mali vlagatelji prejšnji teden izgubili. Malimi vlagatelji ne bi bil tudi Kennedy, kandidat. Ki je zdaj kupoval. Zdaj kupoval, ne zanima prejšnji teden ali včeraj, ampak... $24,000. Tudi v ta namen gibanja tega. Za glasove, da pridobi glasove retail traderja. Verjetno, tudi to. To je političen, poteza politična, ampak pravim, to je zelo nevarno. To je v bistvu za aktivne trgovace. Te so skladi govorili, pandemija je bila takrat, ljudje je bilo dolg čas, pa so se spravili na finančne trge, ampak zdaj vidimo, da ni sam tako. Ljudje imajo telefone, s telefoni imajo dostop do delnic, kar prej v zgodovini niso imeli tega in zdaj lahko resno sami z nekim hypom vplivajo na to. Ampak ni več powerja, zdaj imaš še športne stave, imamo kazinoji so odprti. Športne stave so že prej bile. Ni bilo športov na COVID-u, vse je bilo zaprt. Ajde, med COVID-om ne, ampak... Čist med COVID-om, pol kasneje, aplikacije pa to stavo so že prej. Delnici in ves ta hype se mi zdi, da je pa zdaj bolj to. Zanimivo za pogovarjati, ampak za naš portfelj je tole. To je za aktivne trgovalce idealno, ki želijo volatilnost, ampak to se moraš lotiti na drugačen način. Stran od tega. Rezati. Ne stran, ni nujno iti stran. Tle se lahko veliko zasluži, in na šortu, in na longu, ampak čist drugačen koncept je. Moraš biti z računalnikom takrat, moraš rezati minuse, ne smeš dodajati v minus, ker hitro lahko pol vse zgubiš, lahko še verjetno uporabiš kakšen zvod, lahko z opcijami greš, to je čist drugačen svet, kot to, kar mi zdaj tukaj počnemo. PI, GME je 1500. Ne obstaja PI, to je nema PI. Pri GameStopu ni PI. AMC je naredil po mojem zelo dobro potezo, ko je takoj naslednji dan izdal nove delnice in kapitaliziral na... Tako, to je edina dobra poteza firme. Drugače pa tole je za aktivne trgovalce, ki seveda čist drugi svet, lahko je okej, ampak ne pa za naš koncept. So druge delnice, ki so lahko veliko bolj zanimive, kot ta zgodba. In o teh smo tudi mi že danes govorili, nekaj smo jih izpostavili, mogoče za konec še Boeing izpostavimo. Boeing je meni zelo všeč, ker ko gledaš delnice Boeinga, v zadnjem mesecu rastejo. Čeprav je vsak dan novica, da neko letalo prisilno pristane zaradi okvare, zaradi težav. Kljub temu zdaj vidimo, da delnice že ob teh novicah rastejo. In to se mi zdi eden od tistih znakov, da bo stvar eksplodirala gor. Ja, ampak tu še mogoče še tle so še kakšne tožbe v igri in vse, jaz zaenkrat še ne bi upal, ker preveč je negotovosti. Jaz se strinjam s tem, kar si povedal, negativne novice, delnice gre gor, ampak kar pa še lahko odzadi, je pa še ogromno še enih stvari. Tako da jaz bi počakal z Boeingom. Žal, Adi, danes ni tvoj dan, da bi kupili kakšno tvojo delnico. Ampak bomo pa razgledali, spremljali, ampak po moje zaenkrat saj še ne. Imamo pa na radarju, že za naprej. Mislim, moje mnenje je, da ne. Se strinjam, moram sem povprašati, tudi za Boeing. Fanta, hvala lepa za obisk danes, čas nam je potekel. Vidimo se spet v kratkem v juniju, jaz upam, ko bomo spet zanalizirali tudi portfelj. Do takrat pa uspešno trgovanje. In uspešno. Hvala, Adi, hvala za povabilo. Hvala za povabilo. Spoštovani, hvala lepa tudi vam za pozornost. To je bil današnji finančni podcast. Spremljajte nas še naprej, seveda vsak ponedeljek, kjer naredimo v informativni oddaji Svet na kanalu A, rubriko Finančni svet. Izpostavimo zanimive aktualne dogodke prejšnjega tedna ob torkih. Nas berite na spletni strani 24ur.com. Naš finančni komentar in zanimivimi gosti vsak četrtek v finančnem podcastu. Hvala lepa za pozornost še enkrat in uživajte v preostanku tedna. Nasvidenje.